Eden ključnih faktorjev pri uspešni terapiji je prav terapevt, s katerim mora stranka ustvarjati zaupanje. Sandra Kozek je ena tistih oseb, ob katerih človek začuti mir in ravnovesje že ob njeni prisotnosti. Po poklicu je delovna terapevtka, danes je Sandra terapevtka z mednarodnim certifikatom za izvajanje Bownove terapije, na Ministrstvu za zdravje pa je pridobila licenco za upravljanje zdravilske dejavnosti. Usposobljena je tudi za izvajanje MSTR tehnike in kinezio-tappinga. No, tukaj sem se pa malce zapletel, vendar me bo že Sandra popravila. Sandra, lepo pozdravljena. Živja. Tako, kako se pravilno izgovori? Kinezio-taping. Kinezio-taping, taping, ne, potem smo včasih zmedeni, ne, ko ta ima malo bolj po angleško, ne, gre ne, kot po slovensko. Zdajle, če bi kar začela najprej z MSTR. Kaj to pravzaprav je, kako se izvaja? Ja, v bistvu MSTR tehnika je tehnika, ki sprošča brazgotinasto tkivo. Tako da v bistvu se dela na brazgotinah, se pa v bistvu sprošča kolagenska vlakna. Pri brazgotinah pridejo v bistvu kolagenska vlakna v neko mrežico se dajo. Niso več tako, kot so prej potekala, ampak ko se hitro zapre rana, ne, so v bistvu to pol v tako gosto mrežo. Se prepletajo. Tako. In zaradi tega pol tudi nastanejo te brazgotine lahko malo izbočene, potem tudi ni več tega pretoka krvi, limfe. Tako da v bistvu je lahko tudi občutenje slabše brazgotine oziroma okolica, tako da se na tem dela, na teh kolagenskih vlaknah. Ne. In brazgotine povzročajo še kakšne druge težave, ne, poleg fizičnih, nekako si ravno kar omenila, ne, da v okolici. Ja, v bistvu veliko fizičnih težav lahko povzroča, kaj sploh ne mislimo, da lahko to brazgotina povzroča. So recimo bolečine, ne vem, če imamo spredaj brazgotino na trebuhu, nam lahko povzroča bolečine v hrbtenici. V bistvu potem so tudi slabša občutenja, slabša drža lahko zaradi brazgotin. Potem mravljinčenje, lahko so bolečine prav prisotne v brazgotinah. Tako veliko takih učinkov ima. Potem so pa v bistvu tudi lahko še druge, so pa bolj psihološke narave še, ne. Ja, to pa definitivno. Ja. Ne, to pa že jaz vem. A so strije tudi kakšna vrsta brazgotin? Ja, tudi načeloma, ne. Ja. To jih imam pa jaz kar nekaj, ne, ko sem se hitro redil v mladih letih, ne, in se jih še nisem znebil. Ja, ali pa recimo nosečnice tudi velikokrat se spopadajo s to težavo, ne. In lahko ta tehnika nam pomaga tudi ja, ne, zaradi tega, ker recimo te strije so kar tako in barva je taka intenzivna, ne, in v bistvu že s prekrvavljenostjo tega tkiva se v bistvu tem barva tudi izboljša, se v bistvu bolj kožne barve postane, tako da se vidno se zlepša brazgotina. Ja, ker moji so malo bolj svetle kot koža. Ja, to se v bistvu pol starostjo, mislim, dlje časa, ko so v bistvu pol kar bledijo, ne. No, saj torej ravno, a je važno, kako stara je brazgotina, se brazgotina s starostjo spreminja? V bistvu, ja, ampak še vedno pa veže, a ne. Recimo brazgotina je tako, če si predstavljamo, ko majico sešijemo, šiv naredimo, vleče, ne, še vedno vleče nekje in tudi brazgotina bo vlekla, tudi če je stara 20 let, bo še vedno vlekla, če je ne sprostimo, a ne. Tako da v bistvu se dela pač predvsem na tej sprostitvi, da pol ni teh bolečin in tako. Drugače pa lahko delamo na brazgotini stari 20 let, 30 let, kolikorkoli, no. Ali pa pač na sveži. Ampak mora biti pa rana vedno zaceljena, nikoli ne smemo delati na sveži, ker bi jo lahko odprla, ne. Tako da nekje rana se pa celi tam 6 do 8 tednov, no. Če odvisno, lahko so pridružene kakšne infekcije, se potem ta čas podaljša, tako da, ja, načeloma. Tako, mora biti zdrava brazgotina. Tako, mora biti v bistvu čisto zaceljena. Drugače pa nima veze, koliko je stara, no. Na vseh se dela. In MSTR tehnika je primerna za odstranjevanje, lajšanje vseh vrst brazgotin. Tako, v bistvu zelo zanimiva je zaradi tega, ker v brazgotinah so ujete vse travme, ne.
Nobena brazgotina ni narejena nekako iz veselja ali nekaj, ne? Ampak so vedno nekakšne travme v ozadju. Lahko so tudi zelo hude travme, kot recimo, če so kakšne prometne nesreče, potem opekline, tako amputacije so tudi zelo hude, lahko travme v ozadju. Lahko je tudi kakšna smrt v ozadju, ki je bila narejena takrat, ne, pri drugih. Tako da v bistvu velikokrat pride pol tudi to na površje in v bistvu tudi psihološke travme se ob tej terapiji se v bistvu izboljšajo, grejo ven, tako da pač pri terapiji tudi jokamo, se v bistvu podoživlja vse to, kar je bilo, tako v bistvu pride vse ven. Kar je fajn, zaradi tega, da se pol res telo sprosti, nima več tiste čustvene napetosti v telesu, a ne. Tako. Zdrav v zdravem telesu. Tako. Kako pa poteka sama terapija? Ko se začne, pridemo k tebi, se pogovorimo najprej, predvidevam. Ja, seveda, najprej se je treba malo spoznati, pa tako, ne. Pa potem naredimo eno kratko anamnezo, da malo vidimo, kje so težave, potem pa nekako gremo na masažno mizo, ker to se izvaja na masažni mizi. Jo pretipamo, palpiramo, da vidimo v bistvu, kje vleče, kje so kakšne zatrdline notri. V bistvu tudi sami najprej pretipajo, da vidijo pol razliko po terapiji. Tako da v bistvu, pa še jaz, da vidimo, ne, res, pač, kje so najbolj težave. Potem pa v bistvu začnemo s prvim sklopom terapije, da naredimo, pa še poslikamo vedno, da vidimo potem tisto razliko, ker razlika je pa takoj vidna. V bistvu po prvi terapiji so vidne razlike. Tako da ja, pa pač tisto naredimo, to terapijo. Potem pa spet v bistvu po prvem sklopu se pretipa, da se vidi razlika. Že velikokrat občutijo, da recimo, ko so kakšne zatrdlince noter, v bistvu tisto zgine, recimo. Potem tudi včasih kar pogledajo, kje pa imam sploh brazgotino, če so kakšne manjše, ker je res tudi takojšnja v bistvu tista razbremenitev, a ne. Tako da kar pogledajo, ja, saj res, tukaj jo imam, jo že težko najdejo včasih. A bi lahko naredila kaj za tole moje? Evo, sem se spomnil. Ja, seveda. Tlele imam eno, ker sem si brado malo razbil enkrat in jo, sej ni zelo vidna, ne, ampak tako včasih se vidne in zanima, bi tole lahko kaj naredila s tem, ne, in kako bi to, kle bi mi malo zmaščila? Ja, ne, v bistvu ni masaža, prav določeni prijemi so na tej brazgotini. Je pa tako zelo zanimiv, ker recimo občutijo velikokrat kakšno špikajočo bolečino, ki jaz delam. Tudi tako zanimiv, če je daljša brazgotina, se točno ve, kje je kirurg recimo zarezal, ne. Zaradi tega, ker tam je dosti bolj intenzivna ali špikajoča bolečina, tako da v bistvu... Tam gre skalpel verjetno malo globje, ne, in se pa... Tako, v bistvu pa tudi, a ne, za telo. Mi spimo, ne, ampak telo pa ne, in si zapomni v bistvu take stvari, tako da, ja, je zelo zanimivo. Kaj te pa v bistvu popeljalo na pot, da si se začela ukvarjati prav z zdravljenjem brazgotin? Je v bistvu tako, no, bolna terapija je bila sigurno tisti nek povod, potem smo pa še, jaz sem taka, da kar iščem še nekaj, kaj bi še znala, kaj bi še lahko nadgradila. In v bistvu sem bila na enem takem kratkem izobraževanju in tako, mogoče bi pa to bilo fino se navaditi, in sem se pač prijavila, pa sem šla pač tako. Super zadeva je, no. Se mi zdela, da je lahko dopolnitev tudi k mojem delu še, no. Bi povedala še kakšen primer dobre prakse, kar se tiče MSTR terapije? Ja, v bistvu kar nekaj jih je. Recimo najbolj mi je ostala v spominu prav začetne te terapije, ki so bile recimo po mastektomiji, ne, odstranitvi dojke. Tako je bila starejša ženska, 20 let že po operaciji in ni čutila nič pazduhe, ne, ker se takrat po operaciji zgleda živci malo, ne vem, ali so si jih stisnili ali kakorkoli. Ko smo naredile prvič brazgotino, čez je ona začela pazduho čutiti. Tako, to mi je bilo res tako fascinantno, wow, kaj vse se da, ne. In te tudi to pol žene seveda naprej, ne, si predstavljam, ker so že učinki tako hitri, ne, in ljudje so verjetno tudi potem hvaležni, tudi ti si zadovoljna, ne, da si lahko nekomu pomagala. Ja, res, to je tako,
Neverjeten je, no, ko vidiš, kaj se vse da narediti. Sam velikokrat pa ljudje sploh ne vejo, da to obstaja. Tako da... Ja, jaz tudi nisem vedel. Ja. Pa ima marsikero brazgotino, pa strijo na sebe. Ja. A nekaj je pa recimo velike teh brazgotin, od kirurških posegov do pač vseh teh poškodb, ki so, carski rezi zelo velike posledice lahko pustijo od občutenja, ker recimo ne čutijo zgornjega, spodnjega dela enako, ne čutijo, ta občutenja so zelo močna, ker tukaj je le prerezanih kar nekaj plasti, Tako da potem recimo je bilo tudi pri carskem rezu tako zanimivo, ker je bilo recimo malo trebuščka tako čez, ker sva to brazgotino v bistvu sprostile, se je tudi v bistvu ta trebušček kar zlil nekako. Ni več bilo tako vidno, zabočeno, ampak je bilo v bistvu se je lepo zlilo. Poenotilo. Tako. Skupaj. Imaš več ženskih strank kot moških? Mogoče malenkost, ampak tudi moram kar reči, da so skoraj tam, no. Mogoče pa več ženskih z brazgotinami, no. Ja. Kaj pa, evo, tale sem se spomnil, preden greva v oglase, po oglasih se bova pa lotila bolj Bownove teorije, ampak kaj pa na primer krčne žile? Vem, da niso tako brazgotine, ampak te, ki izstopajo, ki se take bulice naredijo, bi tudi tam lahko te prijemi morda pomagali? Ne, mislim, da tam pa ne, ker v bistvu to so pa žile in tam pa ni, ker mi delamo bolj na tkivu, recimo tudi pri trnu v petih, ki je v bistvu tako gosto fibrozno tkivo, tam se dela, na žilah pa ne. Je pa bolj pač kakšna druga limfna tehnika, recimo, bi bila bolj primerna. Izredno zanimivo, Sandra. Res, jaz tudi nisem vedel. Zdaj vem in to me vedno razveseli, da imamo take goste pri nas, ki nas izobražujejo, ki nam povejo, kaj vse se da in na kakšne načine. In tukaj čist brez nekih posegov, takih močnih v telo ali pa zdravil. Fantastično. Tako da mi bomo hitro skočila v oglase, po oglasih pa še več o Bownovi terapiji. Stanite z nami in se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Sandro Kozjak se pogovarjava v MSTR terapiji, tehniki, ki je za odstranjevanje brazgotin. No, pa tudi kakšno strijo se da sprostiti, s tem smo ugotovila. Izvajaš pa zdravljenje tudi z Bownovo terapijo. Sem to prav povedal? Bownova, ja. Bownova terapija. Kaj pa to pravzaprav je? V bistvu imenuje se po Tom Bownu, to je izumitelj te tehnike, prihaja iz Avstralije. Drugače pa to nežna manualna tehnika, ki jo pač izvajamo na telesu. Predvsem se to sprošča vezivno tkivo, fascija. Se pa v bistvu nekako postavimo telo v ravnovesje, tako da se začne telo samo zdraviti. No. Tako da s določenimi Bownovimi potezami na točno določenih točkah, ki se upadajo z akupunkturnimi točkami in meridiani, se naredi potezo na telesu. Potem pa je posebnost te terapije, da se malo odmaknemo stran, zato da v bistvu damo čas telesu, da se odzove. Lih ta živčni sistem, da ko smo mu dali neko informacijo, je v bistvu potem se malo odmaknemo, da lahko on sprosti tisti del. Tako da... Ta bolj dolgoročna terapija. Ja. Recimo, tudi tako je, pri MSTR tehniki, ki sva imela prej, je v bistvu takojšen učinek, pač tisti učinek, ki je, ne gre na slabše, ampak gremo pol zmer na boljše. Tukaj pa seveda, če recimo gremo pol nazaj v isti vzorec, nazaj v isti tempo, nazaj, da nič ne naredimo, gremo pa spet nazaj, nas pa spet začne boleti. Tako da velikokrat je pač, to je neka terapija, ki moramo pa tudi sami nekaj narediti čez zase. Zdaj pa grem na Bownovo terapijo in bom zdrav in vse ne bo okej. Vedno moramo še nekaj tudi sami narediti, redno gibanje, telovadba, pač take stvari. Je pa tako, da vpliva pa res na celotno telo, postavi nekako ravnovesje na limfnem področju, hormonskem, mišičnem, energetskem, pa nevrološkem sistemu, tako da v bistvu se to nekako vse da v ravnovesje. Da se vse da v ravnovesje, da se uskladi in v bistvu potem lahko to primerno za kogarkoli. Seveda, v bistvu tako od dojenčkov delamo do starejših ljudi, športnikov,
nosečnic, tako da je v bistvu res celotna populacija zajeta. Zato, ker je tako nežna terapija, da je primerna in za starejše, ki imajo velikokrat težave s kakšno osteoporozo, pač niso primerne druge tehnike, ta je pa odlična. Pač, tako da je res primerna za celotno populacijo. Se potem lahko Bownova terapija in MSTR terapija dopolnjujeta? Ja, sigurno, v bistvu, čeprav je pa tako, ne, jaz vedno rečem, da ima posebej delati, zato ker MSTR je lahko zelo kompleksna, tako kot sva prej že rekla, so lahko te psihološki izlivi, ne, in je pač moramo spoštovati to brazgotino. Tako da je pa vedno v bistvu dobra kombinacija z Bownovo, zaradi tega, ker pač to sprosti brazgotino, tisto tkivo okrog. Bownova pa v bistvu celotno telo sprosti, ga postavi v nekakšno ravnovesje. Tako da je fino kombinirati, ampak delati je treba pa ločeno. Nikoli ne na isti dan, ne tako rekoč. Ne, zato ker pač telo rabi čas, da v bistvu se to predela. Si pa najprej spoznala Bownovo terapijo, pa se na to še podala na MSTR. Ja, v bistvu prej sem po izobrazbi delovna terapevtka, tako da v bistvu sem imela eno mentorico za pripravništvo, ki me je malo spoznala s tem zdravilstvom. Tako da me je kar malo potegnilo in sem šla poskusiti, seveda moraš probati na svoji koži, kaj to je, pa kako to deluje. Tako da ja, pol takrat sem rekla, to je to se moram jaz naučiti, to res je super zadeva, tako da potem pa pač po porodniški sem šla na tečaj, sem se vpisala na BOTER, tukaj v Ljubljani se izvaja, tako da potem pa na samostojno pot, tako da zdaj imam v bistvu že 3. leto. Svojo prakso. Tako, še 5 zdravju. Še 5 zdravju. Še 5 zdravju, ja. To je pa lepo povedano. Kje vse te pa lahko najdejo pomoči željni ljudje? Ja, v bistvu največkrat me kar pokličejo, ker se najbolj lahko tudi malo pomenimo, kako je to primerno, ni primerno. Tako da velikokrat po telefonu, drugače pa Facebook, mail. Spletna stran. Ja, spletna stran je še v izdelavi. Tako da drugače pa delam pa v Dvoru pri Polhovem Gradcu, imam pa prostor. Prav tudi zelo lepo okolje. Ja, velikokrat pridejo iz marsikaterih krajev, tako Ljubljane ali pa tako pridejo tja, ravno zato, ker rečejo, tukaj je tako fajn, ker lahko parkiram, nimam nobenih težav z tem, kje bom parkiral, kako je v bistvu, pa še narava je, tako da je super. Tako ker če smo mi v ravnovesju, potem, da je še narava v ravnovesju skupaj z nami, vse. Tako, kot sem rekla, je fajn, tudi po terapiji, recimo, da imamo dovolj gibanja, da se v bistvu, ko mi postavimo telo nekako ravnovesje, da ga pol vzdržujemo. Ti je tale cela korona situacija kaj skočila med prste, tako rekoč vmes, so te stranke težje obiskovale, si imela morda kakšne preko spleta konzultacije ali kaj podobnega? Ne, to nisem imela, ker je zelo težko, ker je pač le manualna terapija in moram delati s prsti in to pač prek tega ne gre. Tako da ja, so kar bile težave, ker smo bili kar dosti časa zaprti, tako da smo mogli na žalost odpovedovati marsikateri termin, prestavljati, ker nismo vedeli, bomo danes jutri, kako bomo delali. Tako da je bilo kar težavno, ampak upam, da se bo zdaj vse to nekako šlo nazaj v normalno življenje. Da te lahko pomoči željni ljudje zopet obiščejo. Potem to tvoje stranke ali tvoji pacienti, oboje? Včasih smo že kar prijatelji, pol ne postanemo. Ja, tako da ne, so pa stranke. Torej, MSTR terapija in Bownova terapija, kako si rekla, še 5? Zdravju. Še 5 zdravju. Najdemo na Facebooku? Tako. To pa najdemo še 5 zdravju. Na Facebooku. Ja, mogoče bi sam še v bistvu pri tej Bownovi terapiji, zakaj je namenjena. V bistvu velikokrat se rešujejo te težave, bolečine v hrbtenici, išiasi, hernije, potem velikokrat tudi v bistvu zgornji del hrbtenice, vrat, zaradi tega našega puklastega držanja, in računalnik in vse to nas vse vleče bolj skupaj in v bistvu pol pride do bolečin. Pol razni v bistvu obrabe sklepov, kolki ramena, komolci. Kolena. Jaz jih že kdaj čutim zdaj včasih. Ja, potem so pa v bistvu tudi hormonske težave, lahko mena,
se pač te oblivi potem zmanjšajo, menstruacijske težave, recimo bolečine, vrtoglavice, glavoboli, migrene, anksioznosti, depresije, v bistvu vse to se nekako zajame z Bonovo terapijo, ki jo v bistvu lepo sprostimo. Ne. To je res tako, taka nežna sprostitvena tehnika, pa zelo učinkovita. Ne. Tako, in nekaj nežne sprostitve pa mislim, da vsak med nami potrebuje. Sigurno, sploh v tem času, sploh v teh vsi časih, zakrčeni, tako da ja, sigurno. Ne. Če ne fizično, ne pa tudi Tako psihično, sigurno. domno, zdaj za nami sta kar 2 leti, ne bo zdaj že počasi. Zelo drugačnih časov, zelo stresnih časov, za nas vse ne. In stres je tudi na fizičnem telesu. Se pozna, ne, potem v bistvu pozna, ne. zakrčenosti. Vsi smo zakrčeni tako zanimivo je, ko pridejo recimo kakšni sam na sprostitev, da se malo sprostijo in v bistvu vidimo, da kar rabijo terapijo, kar kaj najdemo, ko so kje težave, no, ko sploh vedeli niso, da so tako zakrčeni in potem, ko to sprostitev občutijo, wow, ne. In če ste tudi vi nepotrebni sprostitve ob zakrčenosti, le obiščite Facebook stran Šepet zdravja in Sandra vam bo pomagala na vaši poti. Ne? Pa tudi, če imate kakšno brazgotino ali strijo. Seveda. Sandra, najlepša hvala za tvoj obisk v studiu, da si nam predstavila te 2 terapiji in tehniki zdravljenja. Jaz, iskreno povedano, pa se imam tako za načitanega, prvič sem slišal. Ja, vse veliko je v bistvu, sploh za brazgotine je tako še malo nepoznano, ampak počasi prihaja Bonova terapija, pa že nekaj časa na sceni, tako da tudi v bistvu zdravniki jo že poznajo, tako da jo tudi velikokrat priporočajo in je res v bistvu tako že priporočena iz strani zdravnikov. Ne. No, ko bomo zdaj se spet mudili v bližini Polhovega Gradca, bomo pa še s teboj posneli en prispevek. Tako, ni problema. Mi lahko mogoče pomagaš tole mojo brazgotinico. Bomo rešili problem. Sandra Kozjek, najlepša hvala za tvoj obisk in še veliko uspeha na tvoji poti pri pomaganju drugim ljudem. Ja, najlepša hvala. Stanite z nami, mi na hitro v oglase, po oglasih se bomo pa že s Pijo mudili po terenu. Vse gledamo.